Tudi invalidi lahko postanete prostovoljci v Planici. Več na shareplanica.si. Ko smo vsi lahko del Planice, neprecenljivo. Pozdravljeni, jaz sem Viktorija Horvat, sem gluha oseba s polškovim usadkom, sem pa stara 23, pa sem tekačica, maratonka, sem predstavnica Slovenije na olimpijskih igrah gluhih, sem organizatorka diplomirana v vedniški dejavnosti, trenutno študiram varstoslovje na Fakulteti za varnostne vede, v prostem času gledam kakšno serijo ali film, pa rada gledam nogometne tekme, pa tudi preživljam čas s mojo družino. Jaz sem gluha od rojstva. Drugače, moji starši so za gluhoto šele izvedeli pri 18 mesecih. Potem pa sem dobila prvi polškov usadek pri 2 letih in pol. Polškov usadek je stvar, s katero slišim vse, pa tudi omogoča s tem, da lahko imam komunikacijo z drugimi ljudmi, podobno kot ljudje rabijo za slabovid očala. Drugače, zdaj sem pač se naučila govoriti, tako da sem hodila tudi na vaje v center, kjer sta me vodile 1-2 osebi. Jaz vse slišim s polškovim usadkom, samo je pa težava v tem vsakdanji komunikaciji. Naprimer, pač jaz imam probleme s tiho govorečimi ljudmi ali pa še posebej, če sem v hrupnem okolju, pač je težje razumeti in potem moram lepo prositi ljudi, da mi povejo še enkrat. Kdor me ne pozna, pa me vpraša, si ti gluha, pač, in rečem, ja, seveda sem gluha, če ne razumem, a ne. Drugače se ne bi nočevala iz nobenega, ki nimam namena. Okay. To pa ne bilo hapsanje. Hapsanje je to. Hop. Zdaj dvakrat isto delala. Ja. Včasih zaradi mojega lepega govora mene vprašajo, a ono sem tujka? Ne, sem Slovenka, jaz drugače govorim, ker sem gluha. Lepo govoriš, pač mene pohvalijo to. Pod boki, na prste dol. Ko preletiš pod boki, pa naprej. Malo skrajšati korak. Ja. Tako. To. Na olimpijskih igrah gluhih ne smem imeti aparata na tekmovanju, zato ker so za enakovredna pravila za vse. Čeprav je zame težava, ki sem jaz slišala vse z njim, pa tudi na tekih me je motiviralo to, ko sem slišala ljudi na koncu
ploskanje pa to navijanje pač je lažje. Zdaj, ko pa bom šla na olimpijske igre, bo malo težje, ker nisem še navajena biti brez aparata. Pač jaz nič ne slišim, prav nič, 100% gluhoto imam. Pač vsak dan zdaj treniram, pa porabim 2 uri za trening. Pa 2 treninga imam na teden na stadionu s trenerjem Romanom in njegovo skupino. 2-krat na teden grem v fitness, 2-krat na teden pa grem teč po dolžini po Ljubljani. Drugače za mojo tako zgodovino s tekom je pač moja mama, ki me je spodbujala to čez šport in pač mi je pomagala doseči, da sem prišla do maratona, kajti ona je tekla cel čas z mano, pa pač me motivirala. Drugače imam vzornika za trenerja. Drugače poznam pa 2 punci gluhi, ki se pač ukvarjata z atletiko, pač Iris Breganski in Neja Glojnarič, ampak drugače ja, pa malo spremljam Neju. Prostovoljstvo je lepa stvar, da pomagaš nekomu, pa da vidiš nasmeh na ljudi. Še posebej moji ljudje, kot so družina, pa trener Roman, pa njegova skupina mi pač vedno pomagajo, pa še mi bodo pomagali, pač do priprav do uspeha. In tako da jaz lahko tudi pomagam drugim, mislim, tudi rada pomagam. Pač mene to veseli pol, ko to vidim nasmejane ljudi na koncu. Naj se invalidi vključijo v prostovoljstvo, saj lahko pomagajo s tem, pa tudi za širšo družbo lahko se počutimo koristnega in sprejetega. Če želite pomagati, pa če se pridružite nam, saj vsaka pomoč šteje in pa tudi lahko pa če spoznamo kakšen drug šport, pa tudi je pač lepo biti drugačen, ampak je težko biti tudi poseben, ampak vseeno se to šteje. Pa živiš svoje življenje, pa deli se s svojimi ljubljenimi, pa bodi ustrajen pri tem, kar si želiš doseči. Pa ne smeš obupati in ja. Nisem še bila na planici. To bo moja prva izkušnja, ki bom pač letos prišla. Sem pa gledala drugače prenose na televiziji, pa drugače so mi bili všeč skoki, pa tudi zanimivi, pa tudi nimam osnov s tem športom, ampak bi se pa rada naučila.